Živijo, dragi moji, in en lep pozdrav od mene. Kristi bom tokrat z vami, ne bom niti rekla za tedensko napovedjo, zato ker je tokrat malce drugače. In sicer res imam eno tako zelo močno angelsko sporočilo. Tako da tokrat torej malo direktno pismo iz nebes bomo temu rekli. Ta teden je praznik nad angela Mihaela in praznik angelov varuhov. Tako da to pomeni, da je to en tak čudovit teden kombinacije angelske ljubezni. Takrat, kadar se dejansko nabira vsa ta energija v ljudeh, ko končno spet pomislijo malo na angele, če malo zgubijo to rdečo nit komunikacije z njimi, se definitivno tudi ta angelska aktivnost poveča, zaradi tega, ker vedno so seveda takrat aktualne meditacije nad angelom Mihaelom, pa z angeli varuhi in tako naprej. Jaz bi pa rada v bistvu, se je tudi nad angel Mihael tukaj zraven, ampak predvsem bi vam rada predala sporočilo angelov varuhov. To pomeni, da nekako sem uspela klepetati z njimi. In če bi recimo kolektivno lahko angeli varuhi zdaj pač nekaj povedali, oziroma bojo zdaj nekaj torej povedali, so združili eno tako skupno sporočilo glede na trenutno dogajanje in glede na svoje varovance. Razumete, ne? In jaz verjamem, da take video vsebine vsakič, ko nekdo odpre, ne odpre kar tako malo brez veze, ampak definitivno odpre z namenom. Zaradi tega sem vesela, da boste vsi tisti, ki vas angeli varuhi hočejo nekako prebuditi, doseči, kakorkoli že s tem sporočilom, da ga boste močno tudi dobili. Dobro, zdaj pa takole je. Angeli varuhi pravijo sledeče, in sicer pravijo, da imajo ljudje trenutno največje težave, mislim, če gledamo naš odnos do njih, da imajo ljudje trenutno največje težave s tem zaupati svojim angelom varuhom, da znajo biti za svoj orkester na zemlji veliko bolj uspešni dirigenti, kakor pa ljudje to od njih pričakujejo. Rekli so mi, da so in da ste številni ljudje preveč padali pod občutke nadzora, ki nadvladajo tudi potem to, koliko vam lahko angeli varuhi pomagajo. Številni ljudje so zdaj padali v nadzore in analize. Ljudje mislijo, da vejo, kaj je najbolj za njih, veš. Ljudje mislijo, da se da nadvladati svojo življenjsko pot, da lahko izsiliš, če nekaj ne gre, da bo pač po tvoje, razumeš, ne? In zdaj angeli varuhi, to so tvoji angeli, kateri so ti dodeljeni pred rojstvom. Oni dobijo, razumeš, tvoj načrt, dobijo tvoj zemljevid duše in gor je seveda, mislim, ne dobijo, a veš, skupaj z njimi oblikuješ, ne? In oni točno vejo, to so tvoje lekcije, to želiš obdelovati, to je tvoje življenjsko poslanstvo, to je tretjo, vmes bojo prišle nepričakovane stvari, prilagajajo se bojo igralci in tako naprej, ampak tvoj končni cilj, ki si ga ti zadal pred inkarnacijo, kam hočeš priti in kaj hočeš doseči, je ta. In razumeš, angel varuh je tvoj kompas, ki pozna ta zemljevid zaradi tega, ker ko priješ ti v inkarnacijo, si ga valjda pozabil, kako pa drugače, če ne, veš, ne bi bil štos. Največja lepota vsega tega z naše duše, da vse skupaj pozabimo. Veš, kjeri ludaki, kdo se je to spomnil? Mi smo se to spomnili, ne? Ampak angeli varuhi pa to vejo in poznajo. In zadolženi so, angeli varuhi so zadolženi samo zate, razumeš? Oni so tisti, ki vodijo samo tebe, nad angel Mihael vodi vse nas, ne? Angeli varuhi te pa vodijo čez, razumeš, toliko življenj že, poznajo vse te tvoje načrte, vejo, kje se skrivajo pasti ega. In oni bojo vedno tvoja najmočnejša podpora in najmočnejša intervencija, karkoli ti rabiš, da prideš do tvojega cilja. Vejo, kaj je za tebe najbolj dober. Vejo tudi, kaj te ovira. In vejo točno, kako te pripelje do tiste točke, kjer dejansko pride do te sreče, do duhovnega miru. Največja finta v tem obdobju pa je, da ljudje ne zaupajo več svojim angelom. Da probajo, razumeš, ko jim vsi znaki življenja, preko katerih govorijo angeli, dajo vedeti, to ni zate, ali pa to spust, ali pa počakaj, ker
Itak se bo pokazalo, tudi če moraš nekaj počakati, da je v tem nek blagoslov, da bo prišel nekaj lepega ven iz tega, da bo prišel še boljš. Ljudje tega ne zaupajo, kljub temu, da govorijo, da verjamejo v angele, da jih imajo radi, ne zaupajo, kadar se začne dogajati take intervencije in ki se definitivno preko zunanjih okoliščin, odnosov in tako naprej kažejo. In potem probajo ljudje izsiliti okoliščine, probajo izsiliti, da bo po njihovo in tako naprej. Ko to delaš, dejansko ni zaupanja v angele. Veš, človek proba dejansko nadvladati stvari, a ne? Dostikrat tudi ljudje mislijo, da če bojo padali v strah, pa če bojo neki izsilili, da bojo nekateri ljudje se točno po njihovo obnašali, da pol bojo varni pa stabilni, pa da bojo imeli stabilna prijateljstva, pa stabilne zakone, pa da ne bojo zboleli in tako naprej. Mislim, zaradi mene lahko to vse delaš, ampak na koncu duša odloča. Ko bo enkrat prišel naš čas, bomo pač vsi umrli. Se ne pravim, da je življenje, pač ga šenkaš, ampak samo pravim, da ko se bomo mi vsi odločili, da bo prišel naš dan, noben tega ne bo mogel ustaviti. Ko bo nekdo nas hotel zapustiti, ne boš mogel tega ustaviti, zato ker bo šel. Razen, če ga misliš fizično prikleniti, pa zapreti v klet, kar pa baje se ne sme delati. Štegaš, ne deli tega. Ne moreš izsiliti stvari, ki dejansko se bojo porušile, zaradi tega, ker je čas, se bojo porušile in tega se izsiliti ne da. In dostikrat ljudje so potem jezni na angele, zakaj mi je nekaj propadlo, zakaj nekaj ni tako, zakaj ne more to tako biti. Zaradi tega, ker ni v skladu s tvojim načrtom duše, zaradi tega, ker ni v skladu s tem, kar tvoji angeli poznajo. Včasih oni sodelujo pri tem, da nekaj izgubiš, zaradi tega, ker ti ne vidiš zadnji blagoslovov te izgube. Jaz za vas ne vem, ampak jaz vem, da sem včasih stvari ali pa ljudi izgubila iz svojega življenja, mogoče kakšne bivše, razumeš? Je bilo samo tako, ko zdaj pogledam svojega moža, sam rečem, hvala Bogu, da je on tista, veš, ampak takrat je bila drama, takrat je bil konec sveta, noben me nima rad. A ste se kdaj tako počutili? To v bistvu nadzorovanje, to izsiljevanje, ko hočeš ti angele iz te točke prepričati, da ego ve boljš, kaj je za dušo in hočeš iz te točke zamenjati svojo energijsko duhovno pot, to ne bo šlo. Tukaj samo padeš v en velik boj med dušo in med egom in ta boj zna biti zelo trd in lahko se pokaže zelo trde okoliščine in zelo slaba počutja zaradi tega, ne. Angeli varuhi vam res svetujejo vsem vam, da dajte malo krepiti povezavo zaupanja do angelov. To pomeni, da ko komunicirate z njimi, ko meditirate z njimi, razumete, da zaupate, da vas slišijo in da vejo, da imate neke želje, poznajo vaš načrt in da bojo iskali najboljše komunikacije in najboljše variacije tega, zaradi tega, da res pridete do svoje sreče. Ampak, ko se enkrat odločate stvari predajati v angelske roke, je res pomembno, da potem sledite. Dosti ljudi pričakuje, da bojo angeli varuhi najprej ti nekaj dokazali, ali da obstajajo, ali pa da bo res nekaj v redu, ampak angeli ne pridejo z garancijo. Z garancijo pride toaster, pralni stroj, televizija. Oni pa ne, razumeš, garancija je tvoje zaupanje, ki ga imaš do njih in potem dokazi, ki se ti zgodijo v življenju. Tako da, dajte majčkeno bolj delati res na tem, da zaupate angelski energiji, da se povežete z angeli varuhi nazaj, da jim res predate to vero in rečete, ti veš, ti poznaš mojo pot, točno veš, v katero pot naj grem, prosim, vodi me. In potem, ko vidite znake, sledite temu. In tudi, če vam je hudo, tudi, če morate kaj spustiti, zaupite, da zadnji veliko večji načrt, ki ga angeli imajo pred sabo in ga vidite, vi pa trenutno ne. Ne pomeni pa to, da ga nikoli ne boste zagledali, zato ker ga boste, Angeli varuhi za vas bojo zelo malo lahko naredili, razen tisto, kar je šifra nujno.
če boste vi začeli v tem obdobju njih nadvladovati z ego odločitvami, zato ker ni ista frekvenca, zaradi tega, ker ne more to tako iti, ne morejo se oni pokonektati preko te frekvence na vas, ker je ful znižana, zaradi tega, ker, a veste, izsiljevanje, nadzor, strahovi, to je ful znižana frekvenca, angeli so ful visoka frekvenca, tukaj v tem primeru pač niso iste vrane, katere lahko skupaj letijo. In tega se je definitivno treba zavedati. Tako da upam, da boste mal, torej številni angeli varuhi bi vas radi dosegli, bi vam radi to sporočili, bi radi bolj vstopili v vašo auro, bolj bi radi imeli neke, kako bi vam rekla, pristojnosti v vašem življenju, da vam pomagajo, da jih prevzamejo, ampak dajte se jim umakniti s poti, ne mislim doma lež na kavču, ampak dajte s temi trdimi energijami, ko misliš, da bo šlo kakršnokoli usodo nadzoroval, dajte se malo umakniti ven iz tega, dajte zmeditirati, dajte zadihati, dajte malo več delati na zaupanju, ok, pa boste videli, da ko bojo oni svojo frekvenco prestopali v vaše okoliščine, jih bojo dvignili takole, zaradi tega, ker visoka frekvenca, ki vstopi v okoliščine, če ti dovoliš, razumeš, če samo odpreš zaupanje, če se samo dvigneš na to, razumete, bojo oni prevzeli, oni so tvoji največji zavezniki. Ni ga človeka na tem svetu, ki bo večji tvoj zaveznik, kot so angeli, pa kljub temu se ljudje rajš obračajo z nasveti drugim ljudem, ki sploh niso na uni točki, kjer ti hočeš biti. Ali pa poslušajo kritike ljudi, pa ne vem koga, ki, a veš, ker so ljudje na uni točki, ki ti nočeš biti. A veš, pa te pluvajo, pa ne vem kaj ljudje, ki sploh niso na uni točki, ki ti hočeš biti. Razumeš? Niso to pravi ljudje, ni to prava pot, kamor se obrnaš. Ne moreš gledati, razumeš, iz svoje točke še nižje navzdol. Ne moreš. Obrni se navzgor, obrni se na visoko vibracijo in tako naprej. Polna luna je ta teden in ob polni luni bom jaz naredila meditacijo z angeli varuhi. Zato, da vas povežem nazaj, zato, da jim lahko predate vse strahove, da jim lahko predate ta nadzor in tako naprej. Naredila bom neko tako lepo meditacijo ob taki neki angelski greščini, malo bo kombinacija mistike pa angelov in tako naprej. Na spletu bo, torej pri vas doma, tako da ni izgovora, zakaj ne moreš biti tam in tudi, če te ni doma, imaš potem posnetek. Res bi rada, da to doživite z mano, zaradi tega, ker bo izjemno. Tako da poglejte si in vsi oni, ki so vas angeli varuhi poklicali na potovanje duse.si in veselim se vas ponovno povezati z vašimi največjimi navijači. Želim vam krasen teden in se vidimo.